Lepo pozdravljeni na še enem ponedeljkovem srečanju, kjer pa danes imam kar dva gosta. Poleg našega stalnega gosta Karla, še Toneta Petelinška z radia Maribor. Tako da ne bom kaj povedala narobe, ker pred njim imam pa kar tremo. Ojoj, pa menda ja ne. Ker prihajaš iz medijskega sveta, pa tudi ti se pojavljaš v medijskem svetu, smo rekli, da bomo danes postavili eno takšno pomembno vprašanje. Ali nam mediji pomagajo živeti in kako nam pomagajo živeti? Glede na to, da je pater Karl tudi zelo, zelo medijski človek, mi dva skupaj delava oddaje že 30 let, ne, pa predlagam, da najprej slišimo odgovor modrega moža na to vprašanje, ki je zelo, zelo aktualno. Potem pa modri mož najprej odgovarja. Ja, za mediji stojijo konkretne osebnosti, ne, ki pošiljajo sporočilo v medijski prostor. Ne. Mediji ponudi ogromno možnosti, da pomagaš živeti, da si spodbuden, da odpiraš prave teme, da povezuješ, da dopolnjuješ, lahko pa so tudi v službi ravno obratnega. Ne. Ko delam s Tonetom, vem, da odpira pota življenja, da pomaga misliti, da povezuje raznolikost, da deluje v smeri dopolnjevanja, ne polarizacije, torej, da je ta pravi človek na pravem mestu. Ne. Zdaj, to lahko rečem za Toneta, bi pa težko rekel za nekoga voditelja ali voditeljico, ki da na eno stran tako misleče, na drugo stran drugače misleče in potem prizoriščev medsebojnega obstreljevanja, kar tudi žal srečamo na javni televiziji oziroma na javnih radijih. To se mi zdi pa nepovezovalno, nekonstruktivno, razdiralno za narod, ki je že tako ranjen z polarizacijo, za narod, ki sicer zna sodelovati, poje večglasno, in se mi zdi takšno ravnanje potem pa res, bom rekel, kar škandalozno. So pa novinarji, Bogu hvala, na javni in tudi ostalih radijih in televizijah, ki pa so konstruktivni, ki res opravljajo poslanstvo, ki naj ga mediji širijo v prostor, da pomagajo živeti. V bistvu bi tole, kar je zdaj pater Karl rekel, lahko samo rekel amen, tako je, pa smo povedali svoje. Torej, če odgovorim na vaše vprašanje, ali mediji pomagajo živeti, žal ne pomagajo. Večinsko ne, pa bi morali. Mediji, to je temeljna naloga in poslanstvo medijev vseh, še zlasti medija, o katerem smo se nedavno izrekali na referendumu. To je javna nacionalna radiotelevizija, ki je izjemno duhovno, premično premoženje naroda. In se s takim medijem spoštljivo ravna in tak medij mora pomagati vzgajati vso ostalo medijsko infrastrukturo na tej vrednostni, etični in profesionalni ravni. Zato je nacionalni RTV in zato ga plačujemo iz svojega žepa. Jaz osebno tvegam trditev, da so mediji največja vstopna točka za zlo v naša življenja. Kajti, če pogledamo te medije, kakršnekoli že so, komercialni ali nacionalni, ne opravljajo te naloge dovolj v smislu, da bi ljudem pomagali živeti. Osebno vam povem mojo izkušnjo. Ko mi je moja druga žena umrla pred 7 leti, sem zapečatil televizijo in jo nisem več prižgal. Plačujem ta prispevek, ki ga moram kot državljana, ne. Vse ostalo si na mojem računalniku doziram in poiščem in gledam to, kar se mi zdi, da je koristno zame osebno, kar meni pomaga ustvarjati mir v moji duši, ne. Glejte, to, če vi vsak dan gledate informativne oddaje in se na predvečer, preko res spat, zdajle založite z 90% negativnih informacij, mrtvi tam, eksplozija tam, politična šošmarstva tu in tako naprej, niste naredili nič. To temoto ste naložili v svojo podzavest, potem ste vzeli tiskane medije zjutraj v roke ob kavi in ste zgodbo ponovili. Ja, se ni čudno, da ima vsak tretji svojega psihoterapeuta, vsak četrtih je na pomirjevalih in tako naprej. Ne? Torej, mediji bi morali pomagati živeti in tu bi morali res odgovorno vzgajati medijsko krajino in ljudi, ki delajo v medijih. Ne? In mediji, ki ne pomagajo ljudem živeti, do medijev, ki ne pomagajo ljudem živeti, moramo pa mi kot državljani, kot njihovi konzumenti ustvariti odgovoren odnos. Odklopimo, odložimo in se imamo na ta način radi in na ta način širimo polje svoje lastne, individualne, intimne svobode. Torej še enkrat,
manj bo anksioznosti, manj bo nervoz, manj bo teh težav, če bomo znali vzpostaviti distanco do medijev. Zakaj bi se krmili in prehranjevali in informirali svojo notranjost o stvareh, na katere nimamo nobenega vpliva? Zakaj pa? Imamo se radi, ugasnimo to, izklopimo to, živimo radostni in samo tako človek, ki je radosten, lahko to, kar Pater Karl tako lepo poudarja v slovenskem in širšem prostoru, bomo lahko drug drugemu radostna bližina in veselje. Samo to. Mir duši, šalom, našo dušo, duha in telo. In če na mediji tega ne delajo, jih moramo pač izklopiti, pika, ni druge. To se mi zdi, kar je rekel Tone, zelo pomembno. Ne? Tako, ko greš na vrt in si sami izbereš živila, ki so krepčilna, ne? Mi imamo možnost, da sami izbiramo informacije in jih uravnotežimo, ne? Da se zdravo prehranjujemo, ne samo telesno, ampak kot je rekel Tone, tudi miselno, da je dejansko informacija tudi spodbojevalna, da nam pomaga misliti v smeri rešitve, ne pa da zapečati poročila v neko brezizhodnost, neko vdanost in predanost. Ne? Medij mora buditi upanje, mora nakazovati rešitev. Obenem, ko so oči, pa vendarle z dejstvi vendarle nakazati, zato so tudi v slovenskem prostoru primerni sogovorniki, ki znajo nakazovati smeri rešitve, ne? In ne brezizhodnosti. Smo kar prišli do ene ideje, bomo tule pri vas naredili eno okroglo mizo in jo radijsko posneli, lahko tudi televizijsko ekranizirate in jo dali v slovenski prostor. Ali mediji nam pomagajo živeti in zakaj ne? Odlično. Super, vaju držim za besedo. Velja? Velja? Dogovorjeno. Ja, zmenjeno. In radi se imejte in ne preživljajte večerov pred televizijami, to je brez veze. Zaprite si in poiščite to sočutno bližino v partnerju, v možu, v otrocih, v sosedih, v prijateljih. To naj bo tisti medij, ki vam odpira koridorje srca. Srečno. Srečno.